Spoštovane gledalke in gledalci, novinarke in novinarji, minister za zdravje, gospod Tomaž Gantar, ministrica za izobraževanje, znanost in šport, doktorica Simona Kustec, ekipa UKOM-a, gospa prevajalka za slovenski znakovni jezik, državljanke in državljani, lepo pozdravljeni na popoldanski novinarski konferenci o izzivih COVID-19. Kot smo napovedali že na današnji jutranji novinarski konferenci, smo zaradi izjemnega zanimanja medijev in javnosti ter številnih vprašanj za danes sklicali tudi popoldansko novinarsko konferenco. Kot najavljeno dopoldne sta gosta te novinarske konference dva člana slovenske vlade. Glede na današnje, žal v vseh pogledih rekordne številke, se nam bo najprej pridružil minister za zdravje, gospod Tomaž Gantar. Velik porast okužb in predvsem hitro povečevanje števila oseb, ki potrebujejo bolnišnično oskrbo, mnogi pa tudi intenzivno nego, se hitro povečuje tudi zasedenost bolnišnic. Kot veste, se danes v bolnišnicah zdravi že 333 bolnikov, med njimi tudi 5 otrok, o čemer je dopoldan že spregovorila docentka doktorica Tatjana Zupanc-Lejko, predstojnica infektološke klinike v UKC Ljubljana. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil zdravstvenim delavcem za ves trud, napore in odzivnost, ki omogoča njihov nenadomestljiv prispevek k zdravstvenemu obvladovanju posledic bolezni. Virus pravzaprav ne izbira. Ogroženi niso samo starejši, skrajni čas je, da pozive in svarila zdravstvene stroke in epidemiologov vsi vzamejo resno. Tudi odmeven poziv zdravniških združenj s prvopodpisanim docentom dr. Alešem Rozmanom, k spremembi pogojev za delo s pacienti za COVID-19, moramo jemati resno, saj si ne smemo dovoliti, da bi ne imeli v ključnih obdobjih dovolj usposobljenega kadra za obravnavo bolnikov, ki nujno potrebujejo zdravniško oskrbo. K besedi sedaj vabim ministra za zdravje, gospoda Tomaža Gantarja, in ga prosim, da nam predstavi trenutne razmere v zdravstvu in predvsem poda celovito informacijo o načrtih nadaljnjih prilagoditev zdravstvenega sistema in zagotavljanja dodatnih potrebnih postelj kot odgovor na vse močnejši in seveda tudi vse hitrejši drugi val COVID-19. Gospod minister, izvolite. Hvala lepa. Torej, spoštovani. V tem trenutku verjetno ni države v Evropi, ki se ne bi soočala z podobnim porastom števila okuženih, kot se soočamo tudi v Sloveniji. Kar nenazadnje ne preseneča, glede na to, da imamo v skladu z nekim načelnim dogovorom odprte meje in da poteka krivulja epidemije, pa naj bo to za prvi val ali pa velja seveda tudi za ta drugi val, da pač poteka na nek zelo podoben način. Res pa je, da so neke razlike manjše ali večje pri dnevnem številu okuženih. Dejstvo pa je seveda, da je rast povsod prisotna in žal se seveda tudi mi praktično iz dneva v dan soočamo z vedno večjim številom okuženih oziroma tudi z rekordnimi številkami. Kot je bilo rečeno, včeraj 1503, ob tudi skoraj rekordnih 5900 testiranih. Predvsem, kar nas lahko skrbi, je, da je delež pozitivnih med testiranimi že okrog 25%, kar je visoka številka in kar seveda ne kaže v umirjanje epidemije. Dejstvo je, da smo pred kratkim sprejeli nekaj ukrepov za omejevanje števila okužb, ki pa še v teh dneh ali pa še v naslednjem tednu večjih učinkov ne morejo pokazati, glede na to, da je pač zamik zaradi inkubacijske dobe tam nekje 10 do 14 dni. Zdaj, seveda številke, o katerih govorimo, mene osebno in verjetno vse nas skrbijo. Skrbijo pa nas predvsem iz razloga, da še vedno opažamo seveda, da se nedosledno držimo navodil, ki so edina merodajna oziroma edina, ki lahko privedejo tudi do boljših rezultatov. Danes dopoldan sem dobil zapis
zaskrbljene novinarke iz Obale, ki opisuje pač v Kopru veliko število ljudi, odprte lokale, brez zaščitne opreme, brez mask, eden zraven drugega, brez distance. In to seveda je tista pot, ki nas vodi v večje število okuženih in seveda usporedno tudi v večje težave v zdravstvenem sistemu. Na drugi strani seveda tudi, če podpiramo tudi športne prireditve, zdaj poteka seveda prvenstvo razreda Optimist v Portorožu, kjer je prisotnih, mislim, da okrog 270 otrok iz preko 30 držav, z vsemi spremljevalci in seveda brez vseh potrebnih ukrepov. In to so dogodki, zaradi katerih moram reči, da v resnici sem zaskrbljen, kako bomo v bodoče lahko vzdržali, se pravi, pa imeli vzdržen zdravstveni sistem, kar pa v tem trenutku seveda je. Jaz se moram zahvaliti na tem mestu ekipam v bolnišnicah, medicinskih sester, zdravnikov, celotnim timom, ki v resnici iščejo rešitve, da bi zagotavljali in tudi verjamem, da še bodo lahko, vkolikor nam v resnici zadeve ne uidejo iz rok, tudi potrebno število postelj za vse bolnike, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje. Pa naj gre tu na eni strani za COVID-19, kot na drugi strani za vse ostale bolezni, kjer je pač hospitalizacija potrebna. Glede na to, da se vedno pojavlja vprašanje števila postelj, ki jih imamo na razpolago za COVID bolnike, bi morda najprej želel obrazložiti razliko med prvim valom epidemije in pa seveda ravnanjem v tem trenutku. In če v prvem valu epidemije še veliko odgovorov na ključna vprašanja, kaj pomeni COVID-19, kaj pomeni novi koronavirus, ni bilo, kljub vsemu danes vemo več, pa čeprav ne vsega. Zato danes lahko seveda reagiramo na drugačen način. In če smo v prvem valu praktično prekinili ves reden program v zdravstvu z izjemo obravnave urgentnih bolnikov in bolnikov napotenih pod zelo hitro, poskušamo zdaj seveda na eni strani vzdrževati zdravstveni sistem, ki bo služil vsem bolnikom, ki zdravljenje potrebujejo, se pravi zaradi drugih bolezni, in na drugi strani seveda sproti zagotavljati potrebno število postelj za COVID bolnike. Z moje strani bi bilo verjetno dokaj neodgovorno, če bi vam zdaj rekel, ne vem, na razpolago imam 500 praznih postelj, ob tem, da vem, da teh 500 praznih postelj potrebujejo bolniki, ki rabijo zdravljenje v bolnišnicah že danes, in osebje bi čakalo na COVID bolnike. In to enostavno ni prava pot. Se pravi, prava pot je sproti zagotavljati potrebne postelje tudi za COVID bolnike in zdraviti, dokler le lahko in za čim manj težavami v samem procesu za vse ostale bolnike, ki pač redno hodijo v bolnišnico, ne glede na epidemijo. Mogoče za ilustracijo malo številk. Rečeno je bilo, v tem trenutku je 333 bolniških postelj zasedenih, vključeno z intenzivnimi posteljami. V slovenskem zdravstvu imamo na razpolago brez psihiatrije 7522 postelj. In lahko ste prepričani, da od teh 7522 postelj ne bo noben večji problem, če bo potreba, ne vem, zagotoviti vsaj 10%, pomeni 700 postelj ali pa tudi še kaj več. Ni pa to dobro delati na zalogo, spravim, ker je škoda imeti ob dolgih čakalnih dobah, ob čakajočih bolnikih nezasedene zmogljivosti za to, da čakajo, ali se bo jutri pojavilo kaj več COVID bolnikov. Tudi če spremljamo podatke, vidimo, da se potrebe povečujejo, potrebe po bolniških posteljah povečujejo za približno tam okrog 10 do 12 postelj dnevno. Kar pomeni seveda, da moramo imeti na razpolago nekaj zaloge in nekaj rezerve, v primeru seveda, če ukrepi, ki jih sprejemamo, ne bi bili zadostni. In v tem trenutku seveda lahko zagotavljam, da bo vsak bolnik, ki zdravljenje potrebuje, deležen tega zdravljenja.
Če bi nam epidemija ušla izpod nadzora, potem seveda lahko imamo težave, podobne kot so jih imele nekatere države v prvem valu. Mislim pa, da smo še kar oddaljeni kljub vsemu od takšnih, dajmo reči, zasilnih ukrepov, ki so potem potrebni, če bi v resnici bili pred zlomom zdravstvenega sistema. Je pa kljub vsemu, velja imeti odprte oči, velja se zavedati problema, velja se zavedati, da še vedno smo v obdobju, kjer epidemija ni obvladana, pa naj bo ta faktor podvojevanja oziroma širjenja bolezni, ki je okrog 1,6, se pravi R, o katerem smo že veliko govorili, naj bo tudi celotno število okuženih na 100.000 prebivalcev v 14 dnevih. Vsi ti podatki v tem trenutku ne v Sloveniji in tudi v sosednjih državah niso vzpodbudni. Zato seveda je potrebna previdnost in zato je potrebno pravočasno ukrepanje. In moje mnenje seveda je, da bi se vsak moral ravnati kot da je okužen. In kot tisti, ki ne želi okužiti svojih svojcev, svojih prijateljev, svojih sodelavcev v službi, in to je v tem trenutku edina pot, da lahko okužbe v resnici v državi omejimo. Količina virusa je v tem trenutku takšna, da po mnenju stroke, se pravi predvsem epidemiologov, enostavno sledenje kontaktov ni več možno. Žal nismo izkoristili odlične priložnosti za uporabo aplikacije, ki bi v veliki meri pomagala vsem nam, katerim kontaktom in na kakšen način se varovati in kdaj seveda tudi se umakniti v osamitev, da ne bi bolezni širili. Ampak žal seveda ta priložnost je bila do zdaj neizkoriščena, še vedno imamo nekaj časa, da tudi tu napravimo korak naprej. Na drugi strani pa je bolezen kot taka, tudi COVID-19, še vedno na nek način neznanka, še vedno je nepredvidljiva. Še vedno, čeprav smatramo, da je rizična predvsem za starejšo populacijo, ampak kljub vsemu obolevajo tudi številni mlajši. Rečeno je bilo, da je v bolnišnici tudi 5 otrok. Se pravi, pred boleznijo ni varen nihče. In to velja upoštevati, predvsem upoštevati pri spoštovanju vsega tega, kar sprejemamo, glede na to, da seveda je pač vse znanje in vse, kar premoremo, pač usmerjamo v to, da bi ta začaran krog širjenja okužbe uspeli prekiniti. In ravnamo podobno, ponovno kot mnoge države, ki sprejemajo znova ukrepe, ki pač pomenijo omejitve. Omejitve, zato ker se nekateri ne držijo dosledno navodil. In lahko si predstavljate, da če samo 1% populacije ne spoštuje navodil, je tu že več tisoč ljudi, ki lahko bolezen nezadržno pač širi v svoje okolje. Zdaj, kar se tiče karanten. Karantene so po mnenju stroke zelo učinkovit ukrep v fazi bolezni, kjer je možno kontaktom slediti. V trenutni fazi, kjer je virusa med populacijo, med vsemi nami enostavno preveč, sledenje ni več učinkovit epidemiološki ukrep. To pač meni stroka in zato v državah, kjer so številke visoke, enostavno ne sledijo več kontaktov, glede na to, da kdorkoli med nami, tudi če se zdaj okuži, praktično ne ve, od kje je okužba. Prej se je še dalo ugotavljati, v tem trenutku ob takšnih visokih številkah, recimo včerajšnje 1500, če bi želeli epidemiologi seveda priti do podatkov, odkot je nekdo okužen, enostavno že v bistveno nižjih številkah niso do tega prihajali. Zato še enkrat, edini učinkovit ukrep je poleg mask in razkuževanja vzdrževanje distance. Drugega pač ni. Je enostaven ukrep, je učinkovit ukrep, ki se ga moramo držati vsi dosledno, brez izjeme. In v tem primeru seveda lahko tudi delamo. Morda sam še na kratko glede poziva zdravniških organizacij k vključevanju vseh kolegov. Mene veseli seveda ta poziv za poenotenje zdravnikov, pa naj bo to zasebnikov, koncesionarjev, zaposlenih v javnih zavodih, s tem, da si želim seveda, da bo ta poziv
dejansko prišel na plodna tla, glede na to, da smo mi te pozive že uradno pisali že v preteklih mesecih. In upam seveda, da bodo kolege v tem bolj upoštevali in dejansko se vključevali v delo vseh v čim večji meri, glede na to, da mislim, da je pred nami še tudi kar nekaj težkih dni. Glede kadra, seveda smo tudi mi sprejeli že kar nekaj ukrepov, da bi zagotovili dodatno pomoč pri zdravljenju vseh bolnikov. In sicer sprejeli smo možnost, da se vključujejo vsi zdravniki, specializanti, da se jim sorazmerno seveda tudi podaljša specializacija, da se vključujejo tudi v protikorona paketu možnost seveda in dodatnega nagrajevanja in razporejanja zdravstvenih delavcev. Izdana so bila tudi številna navodila, eno pred kratkim posodobljeno glede varovanja pred okužbami. Namreč zavedati se moramo, da ravno okužbe pri zaposlenih predstavljajo iz dneva v dan večji problem. Namreč okuženih zdravstvenih delavcev je bilo v celotnem obdobju preko 1000. Danes sem dobil podatek, da samo v tem mesecu v UKC-ju v Ljubljani 150 okuženih zdravstvenih delavcev. In te okužbe izvirajo praviloma ne od bolnikov, ki so hospitalizirani v bolnišnici, ampak jih zaposleni prinesejo v zdravstveno ustanovo. Kar pomeni dejansko še toliko večjo pozornost, potrebo po spremljanju zdravstvenega stanja, da do tega ne bi prihajalo, ker ne ogroža nas samo relativno majhno število zdravstvenih delavcev, ampak še bolj nas bo ogrozilo, če ti zdravstveni delavci zaradi okužb ne bodo mogli svojega dela opravljati v bodoče. Tako da, pravim, dilem in odprtih vprašanj je nekaj, mnogo smo poskušali rešiti in tudi rešili. Glavni izziv še enkrat obvladati to izrazito hitro širjenje okužbe je še pred nami in jaz verjamem, da so bili ukrepi, ki smo jih sprejeli, pravi v smeri obvladovanja okužbe z novim koronavirusom.